Dobro jutro vsem skupaj. Ja, danes smo malo v gozdu. Mislim, da mogoče že je kdo prepoznal, zakaj bi se šlo. V mesecu maju nabiramo tudi zelo eno fino rastlino. Najpogosteje so seveda uporabni plodovi te rastline in to je seveda gozdna borovnica. Borovnice kot plodove uporabljamo predvsem, kadar imamo težave z drisko. Nabiramo jih v tisti njihovi polni zrelosti, vsebujejo zelo veliko čreslovin. To pa pomeni, da deluje na naše črevesje, zavira peristaltiko in delujejo protivnetno. Vsebujejo zelo veliko vitamina C in s tem nekako in železa, s tem pa vplivajo tudi na naše ožilje in pomagajo proti zatrdevanju žil. Plodovi borovnice pa se uporabljajo tudi za oči. To pa pomeni, ker pospešujejo prekrvavitev mrežnice, izboljšujejo tudi ostrino vida. Pripravi se pa seveda kot prevretek za nekje 10 minut. To pomeni, da suhe plodove borovnic date v mrzlo vodo, pustite, da zavre in potem vrete še 10 minut. Ugasnete, odstavite, precedite in pijete nekje 5 do 5 skodelic na dan, kadar so res tiste močne težave z drisko. Drugače pa zelo lepo pašejo tudi v kakšne sadne čaje. No, to se nabira nekje v mesecu juniju, juliju, zdaj pa se nabirajo listi. Listi se pa uporabljajo v ljudskem zdravilstvu predvsem zaradi tega, ker naj bi vsebovale snovi, ki pomagajo pri zniževanju sladkorja v krvi. Pobirajo se torej na dan za list v suhem vremenu, dobro se hitro posušijo, pripravi se pa potem čaj iz listov borovnice kot poparek za 10 minut in se pije nekje 2 skodelice maksimalno na dan. Pri listih pa je potrebno opozoriti to, da vsebuje snov hidrokinon, ki pa v velikih količinah in če pač te borovničeve liste pijemo dalj časa, lahko pride tudi do motenj v delovanju jeter, lahko pride tudi do odpovedi jeter. Zato nekako priporočamo mešanje borovničevih listov, predvsem pri težavah, kadar so težave s sečili, torej nekje v kombinaciji s koprivo, rmanom, regradom, robidovi listi. Takrat so tudi, bom rekla, manj močni, vendar kljub temu dovolj učinkoviti, kadar so težave s sečili. Mogoče se zdaj seveda že kdo sprašuje, vedno nekako poskušam povedati tudi negativne oziroma stranske učinke rastlin, ampak novejše raziskave, pač zdaj imamo te možnosti, da lahko rastlina raziskujemo, delamo raziskave, katere snovi vsebujejo, katere nam škodujejo. Se mogoče kdo sprašuje, kaj šele zdaj sploh nabiram. Lahko jih naberete, vendar jih uporabljate res v manjših količinah in takrat, ko je res potrebno. Kljub vsemu pa veselo nabiranje.